Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, ki deluje v okviru UKC Ljubljana, gospod Dušan Olaj iz Duola in gospod Jure Knez iz podjetja DVSoft, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco danes posvečamo še zlasti vplivu epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Trenutna kriza ni samo zdravstvena, je tudi gospodarska, posledično pa je tudi izrazito družbena. Dobršni del gospodarstva se je res bil primoran upočasniti, deli celo ustaviti. A veliko gospodarskih in industrijskih dejavnosti še vedno deluje. In prav je, da deluje. Pomoči gospodarstvu in drugim dejavnostim je namenjen tudi PKP6, glede na trenutne epidemiološke razmere in ne nazadnje tudi upoštevajoč odločitev vlade o podaljšanju epidemije še za en mesec, je ključnega pomena, da vse dejavnosti, ki obratujejo 100%, torej v celoti, in vedno upoštevajo preventivne in samozaščitne ukrepe. O tem bo danes tekla beseda z našimi tremi gosti. A še predno preidemo na osrednji del novinarske konference, si poglejmo danes zbrane in obdelane podatke včerajšnjega dne. Današnje številke niso spodbudne. Ko gre za število novo okuženih, jih je veliko. Zadnjih nekaj dni se zdi, da število okuženih vztraja pri relativno visokih številkah, ponovno pa se povečuje vdor v domove starejših občanov. Med stanovalci domov starejših občanov se je število okužb samo včeraj povečalo za kar 312, kar je največ doslej. Trenutno je aktivno okuženih 2131 stanovalcev domov starejših občanov. Pri zaposlenih se je število okuženih povečalo za 59. Trenutno je tako 847 aktivno okuženih. Če govorimo o odstotkih, 15% včeraj okuženih predstavljajo stanovalci domov za starejše, če pa dodamo še tam zaposlene delavce, pa to pokrije že 20% na novo okuženih. Tudi zaradi tega je bila na NIJZ sprejeta odločitev, da od včeraj dalje ponovno začnejo opravljati bolj poglobljene analize glede ugotavljanja izvora okužb. Vsako žarišče je pomembno, če želimo zamejiti širjenje, tudi tiste v gospodarstvu. Zato preden pogledamo številke, vnovič iskrena prošnja in tudi poziv vsem. Spoštujte prosim ukrepe. Ne zahajajte na mesta, kjer se zadržuje večje število ljudi, če tudi je to na prostem. Ko srečate znanca, soseda, v mestu, na izletniški točki ali pa sredi vasi, nosite masko in spoštujte minimalno fizično razdaljo, tudi če ste nekje na samem. Samo ko in če se bomo vsi dosledno držali ukrepov, bomo lahko krivuljo širjenja obrnili navzdol. Naše zdravstvo še vedno deluje na zgornjem robu svojih zmogljivosti. Strahom pričakujejo razvoj dogodkov v naslednjih 10-14 dneh. Tudi epidemiološka služba več kot toliko ne zmore. Enako velja za vse, ki delajo na odzemnih točkah in v laboratorijih. Vsak izmed nas lahko z doslednim spoštovanjem ukrepov prispeva svoj košček k premagovanju epidemije. Bodimo solidarni do vseh, ki vsak dan skrbijo in garajo za naše zdravje, za našo dobrobit, pa tudi za vse tiste, ki v trenutnih razmerah ne morejo oziroma ne smejo opravljati svojega dela. In predvsem ne podcenjujmo trenutnih razmer. Virus obstaja, hitro se širi in čas je, da se vsi pričnemo obnašati, kot da smo okuženi. Poglejmo si sedaj podatke o tem, kaj se je pravzaprav včeraj dogajalo. Včeraj je bilo opravljenih veliko, kar 6813 testiranj, skoraj 7000. Potrjenih je 2013 okužb. Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 29,5%. Stanje po občinah pa je naslednje. Pomurje, Murska Sobota 31,
na Ptuju 22, v Beltincih znova 20, v Puconcih 14, Ljutomeru 18, Ormožu 19 in v Lendavi 12. Na Gorenjskem pa v Kranju 47, Škofji Loki 29, Radovljici 23, na Jesenicah 21, v Majhnem Tržiču 20. V bližini Gorenjske, sosedne občine te regije pa Domžale 33, Kamnik 27, Idrija 20, Mengeš 17, Medvode 16 in na koncu še Ljubljana 181. Na Štajerskem in Koroškem koncu Maribor 58, Celje 50, Dravograd 40, Zagorje ob Savi 35, Šentjur pri Celju 29, Poljčane 27, Trbovljah 23, Slovenj Gradcu 22. Na Dolenjskem izstopa Novo mesto z 89 okužbami, Krško ima 24, Trebnje 19, Kočevje pa 13 novih okužb. Na obali največ v Piranu 26 in v Kopru 25. Tudi v bolnišnicah razmere ostajajo resne. V bolnišnicah je bilo včeraj skupaj hospitaliziranih 1280 COVID-19 pacientov, k sreči samo 5 več kot dan prej. Na oddelkih intenzivne nege se je zdravilo 209 bolnikov, eden več kot včeraj. Iz vseh bolnišnic je bilo sicer skupaj odpuščenih kar 116 oseb. Tudi včeraj smo žal imeli veliko umrlih. V bolnišnicah je umrlo 35 oseb, skupaj pa je preminilo 43 oseb. Pozitivna novica v teh težkih časih sicer prihaja iz največje slovenske bolnišnice, iz ljubljanskega UKC-ja, kjer so imeli danes zjutraj 13 manj pacientov kot dan prej. A še enkrat, številke okuženih, ki jih prvič vidimo danes, se v bolnišnicah žal pokažejo šele čez 10 do 14 dni, ko nekateri okuženi teže zbolijo. Poglejmo si še 3 grafe, pa še kako tabelo. Najprej sprejeti, odpuščeni, umrli. Vidite, modri stolpec govori o številu sprejetih in potem, ko odštejemo ta oranžni stolpec odpuščene in dodamo še umrle v bolnišnicah, dobimo razliko med tistimi, ki prihajajo in tistimi, ki odhajajo. To na nek način omogoča, da naše zdravstveno osebje še vedno obvladuje razmere. Poglejmo si naslednji graf. Ta graf govori o istih podatkih, torej modra cikcak črta na vrhu govori o sprejetih, ta oranžna o odpuščenih, spodaj pa imamo še število smrti. Torej ta razlika med odpuščenimi in na drugi strani sprejetimi je relativno majhna, zato se število bolnikov v bolnišnicah drastično ne povečuje. In še zadnji oddelek, koliko je na navadnem oddelku, se pravi modri stolpec, intenziva so te oranžni stolpci, ko ju seštejemo, dobimo ta zeleni skupni stolpec. Ta kaže, da nam število bolnikov še vedno rahlo, ampak vseeno narašča, ne pada. Želimo si, da bi se čim prej ta zeleni stolpec začel nižati, ker bi to bil znak, da lahko zdravstveno osebje v bolnišnicah nekoliko lažje zadiha. In še pregled po dnevih in seveda na koncu tudi razlika na intenzivnih oddelkih glede na prejšnji dan. Od 1. novembra se je število povečevalo, tako recimo smo imeli 2. novembra 7 več, pa 3. 11 več, 4. 12 več. Precejšen skok smo imeli potem tudi 7. novembra, pa potem v nadaljevanju 9. novembra. Zdaj se številke nekako umirjajo in imamo tako kak dan porast, kak dan pa tudi znižanje. Ampak še vedno smo na zgornjem robu.